Pozdrav! Danes zgoduje sveti Janez od Križa, veliki mistik, prenovitelj karmeličanskega reda, skupaj s sveto Terezijo Veliko sta zelo vplivala na razvoj krščanske duhovnosti, na prenovo cerkve od 16. stoletja naprej. Nekaj misli o njem, oziroma pravzaprav 3 kratke njegove misli. Prva, nikoli ne bodi zadovoljen s tem, kar veš o Bogu, temveč bodi zadovoljen s tem, kar o njem ne veš. Janez od Križa nas uči tiste podobe Boga, tiste, ki je najglobje in ki gre onstran jezika. To je tiste končne podobe Boga, ki jo bomo ugledali ob koncu časov. Temu tudi rečemo negativna teologija oziroma teologija, ki raje pravi o tem, kakšen Bog ni, kot pa kakšen Bog je. Ker če rečeš, kakšen je, ga že zapreš v svoj jezik, pa se morda oddališ od njega. Potem je rekel o ljubezni, lepa misel Janeza od Križa. Bolečina ljubezni se ne pozdravi drugače kot z navzočnostjo in obliko. Ljubezen kot bolečina, tu sta si bila podobna s Terezijo Veliko. Ko ljubiš, tako ljubiš, da bi kar umrl. Oba sta v svojih pesmih, v svojih mističnih spisih tudi klicala smrt, ne v smislu, da bi želela takoj umreti, ampak da bi jo smrt končno združila z Bogom. In pravi, ljubezen je bolezen, ki pa ima eno zdravilo, in to je navzočnost. Ko je ljubljena oseba navzoča, ko dobi figuro, reče Janez od Križa, takrat je ljubezen pozdravljena, vkolikor je ljubezen bolezen. In še 3. misel. Zdi se mi, da je skrivnost življenja o tem, da ga sprejmeš takšnega, kot je. Vsi se učimo sprejemati križe in težave, vsi se učimo sprejemati drugega, vsi se učimo prenašati drugega včasih. Velika skrivnost pa je, da enostavno tudi preproste stvari vsakdanjega življenja lepo sprejmeš. Križov ne manjka, za menoj so 3 in križi niso zgolj bolečina, niso zgolj nezaslišano trpljenje, so tudi, kakor danes, se svetlobo obsijana znamenja ljubezni. Vse to in še kaj nas uči Janez od Križa. Preberite ga kaj, priporočate se mu na vaši poti proti Bogu, pri spoznavanju njegovih globin, ki presegajo ves naš jezik.